Jaz mislim, da je talent tisti, ki se pokaže že v otroštvu in ga potem v bistvu iščemo celo življenje. Spomnim se, ko sem bila kot mlada deklica, ko sem se igrala, običajno s plišastimi igračkami doma, ki so bili vedno postavljeni v neko vrsto, in to so bili moji učenci. Imeli so svoje imena, priimke, imeli so domače naloge in morali so odgovarjati na moje vprašanja. Tako so dobili oceno. No, potem je pot sicer vodila malo drugače. Pristala sem na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in po koncu študija se je pokazala ena težava, da nisem našla zaposlitve. Takrat je bila ravno v tistem času gradbena kriza in nekako nisem prišla do zaposlitve. Zopet iščem pri svojih talentih. Torej, kaj sem znala? V tistem času sem že poučevala citre, že kot študentka, in tudi nekaj izkušenj sem že imela z igranjem na citre, namreč pri 10 letih sem se začela učiti igranja. Tako da sem potem poskusila s to srečo, se pravi, da sem učiti začela preko svojega espeja in na nek način s tem začela svojo kariero. Sem pa prišla še do enega spoznanja. Mislim, da če ti odkriješ nek svoj talent, običajno misliš, da ta talent ni nič kaj posebnega, ker običajno kar delaš, če delaš to s srcem, z veseljem, z navdušenjem, z neko lahkoto, nimaš občutka, da je to mogoče pa res tudi tvoj talent. Tako da predlagam, da mogoče če kjerkoli kogar vidite, da dela zelo dobro, dajte to povedati in dajte pohvalo, kajti marsikdo ne prepozna svojega talenta in mislim, da je to ena takšna pot, ko lahko marsikomu pomagamo, da prepozna svoj talent. In tako se tudi pri meni zgodilo, sploh zdaj v tem korona času, ko se je zmanjšalo število nastopov in tudi poučevanje, sem poskušala spet iskati nekaj, kar bi lahko delala poleg seveda poučevanja in nastopanja. Spomnila sem se, da mi je enkrat en znani glasbenik rekel, ko smo se pogovarjali preko telefona, mi je rekel, ti imaš pa tak radijski glas. In sem si kar malo zamislila, sama nimam tega občutka, ampak lahko pa poskusim. In ravno to mi je pomagalo potem, da sem se odločila, da sem poskušala tudi na tej poti in tako se prijavila na avdicijo in sedaj z veseljem vodim tudi program na radiju in sem hkrati tudi moderatorka. Skratka, pomembno je, da prepoznamo svoje talente, ponavadi pravijo, tam, kjer je pot, oziroma tam, kjer je želja, tam je tudi pot. In če imate srčno željo, verjamem, da je tudi pot, ki te pelje do svojega talenta in samo vztrajnost je tista, ki potem še vodi do nekega uspeha. Mogoče, če boste živeli svoj talent, ne boste najbolj finančno uspešni, boste pa zagotovo delo opravljali z navdušenjem.